Ali vpliva hišna številka, na kateri živite? Danes boste to spoznali v svoji družbi. Hvaležno pozdravljam našo hišno numerologinjo, lahko celo rečem, ki jo gledate v energijah meseca. Lili Sorom, lepo pozdravljena, dobrodošla. Pozdravljena, Jasmina. Pri hišni številki, recimo jaz živim na 3 ali pa na 8, kaj se pravzaprav gleda? Pravzaprav najpomembnejši vpliv ima celotni naslov. Se pravi, če dava primer Dunajska cesta 3, ne samo 3. Definitivno pa hišna številka determinira energijo, v kateri smo obdani. Se pravi, razlaga energijo, ki nas obdaja na dani lokaciji. Kako pa zdaj mi črke spremenimo v številke? Vsaka črka ima svojo numerološko številko. Se pravi, jaz uporabljam pitagorejsko numerologijo, torej delam po pitagorejski abecedi. Spremenimo in seštejemo do ene same cifre. Daj mi en primer, pa ti bom povedala. Ja, recimo primer bi bil kar naš naslov, kjer se vse to skupaj dogaja. Torej, ulica oziroma cesta 24. junija 23. Tukaj lahko vidimo tudi primer. Se pravi, kot vidiva, seštevek je 7. Vedno gledamo zadnjo številko, ne delne seštevke. Torej, sedmica je tista, ki simbolizira resno energijo, ampak energijo, ki dviguje vibracijo, ki uči. Povezana je z predajo znanja naprej, kar se dejansko tukaj dogaja. To bi bila tudi izvrstna lokacija, bom rekla, za kakšnega odvetnika, se pravi za nekoga, ki se ukvarja z nečim zelo natančno. Ni pa recimo to idealen naslov za dom. Če bi nekdo tukaj živel, bi se lahko počutil zelo osamljeno, oziroma to bi bil naslov za nekoga, ki je rad sam, ki rad meditira, ki ne mara hrupa, ki je mogoče malo bolj introvertiran. Odlično. No, moram priznati, da midve sva pravzaprav pogledale vse moje naslove, tam, kjer živim, kjer sem se rodila, kjer je firma registrirana, kjer imamo studio in to nekako štima. Ne? Res je. Zdaj pa, če ti ne štima, recimo, če živiš na vibraciji, ki ni v skladu s tem, kaj počneš, kako se to potem čuti? Čuti se temu, da se ne počutiš uspešnega, če tudi mogoče si. Čuti se, da je potrebno več napora vložiti v nekaj. Vsi vemo, nekam prideš, pa ti je tako domače, je taka mehka energija. Nekam prideš, pa imaš občutek, da kljub temu, da je bilo mogoče stanovanje zapuščeno ali pa stare hiše, so pa pravijo, da straši. Ti energijski odtisi ostajajo. Se pravi, treba je prečistiti energije. Danes vemo, da se lahko na različne načine to počne, sebe zaščititi, predvsem pa uravnovešati tiste energije, ki nas morda ne podpirajo. Orodja so različna, ampak prvi korak je pa to, da sploh vemo, kaj je tisto, kar nam ne štima. Ne samo, da imamo tak občutek, da ne. Če vzamemo recimo Novakova 5. Znova moramo vedeti, ali je ulica, ali je cesta, ali je pot, ali je stezica. To se zraven računa. Seveda, vedno celoten naslov. Torej, ulica, Novakova ulica, bi se vse te črke potem skupaj seštelo, ne? Tako. Je pa vseeno na prvo žogo, če lahko rečemo. Ima mogoče večji vpliv tisto število, kakor številka je. Sigurno, če bi me zdaj nekdo rekel, da je hitro pogleda, pa če nimam časa zdaj to preračunavati, gledaš prvo črko, gledaš hišno številko, se pravi, ko govorimo o energiji 1, to so tiste lokacije, kjer potrebujemo veliko zagona. Se pravi, so za neke nove začetke. 5 je recimo lokacija, ki prinaša hitro, dinamično energijo. Je super lokacija recimo za športen objekt, za telovadnico, za fitness, za mogoče agencijo za turizem. Ni pa neka lokacija za nekoga, ki bi se želel ustaliti, ker je sama energija nemirna, veliko je sprememb. Če bi zdaj primerjali mogoče stanovanjskim blokom, to je potem značilno, da se ljudje hitro menjavajo, selijo, odselijo. 6 je tista, ki bi se jo želeli za družinsko življenje, za umirjeno življenje, tudi za vrtec, mogoče tudi za osnovno šolo, ampak tukaj so take majhne nianse. Se pravi, ko pa govorijo o neki višji strokovni šoli, pa bolj primerna 7 recimo. Za vse, ki jih pa zanima za biznis, kot večinoma, 8 je tista, ki jo iščemo. 8. Kaj pa 9? Kako je pa živeti na 9? 9 je pa v bistvu tako. 9 je zdravilna energija, je energija, ki dviguje zavest, obenem pa tudi energija, ki jo povezujemo s preteklostjo. Se pravi, tukaj pa potem potrebno biti previden, ali imamo zraven kakšna karmična števila, se pravi, to je lahko 13, 14, 16 ali 19 kot hišna številka, kajti lahko se zgodi, če smo se tja priselili, da predelujemo karmo originalnih prvotnih prebivalcev. Wow, zanimivo. Zato včasih imamo tak čuden, glup občutek, bom rekla, da se nam kar neke hecne stvari začnejo dogajati, ko se preselimo nekako tako lokacijo. 13. Število 13 je tisto, ki se ga ponavadi najbolj bojimo. Najbolj bojimo in evo ga, tudi jaz živim na 13. Kaj 13 simbolizira? 13 je prelaganje odgovornosti na druge in v tvojem primeru, glede na to, da je prvi seštevek 9, se pravzaprav na nek način ta sama karma prečiščuje preko prevzemanja odgovornosti. Se pravi, za to lokacijo, če bi pa zdaj rekli, da je ta lokacija ločena identiteta,
Si ti pravzaprav blagoslov, ker delaš na sebi, ker želiš ozaveščati. Nisi neka oseba, ki bi bila izjemno rigidna. Se pravi, neka oseba, ki zelo rada kaže s prstom na druge, ki krivi druge, ki zelo manipulira z občutki krivde. Če bi živela na tej lokaciji, bi postala še bolj takšna. Zanimivo. Torej, 13 ni nujno slabo. Ne, nobeno karmično število ni nujno slabo. Je pa karmično. Je pa karmično, res je. Aha. Ko govorimo o lokaciji, če ponoviva, se lahko zgodi, da predelujemo, se pravi, sploh ne svoje karme, kar pa ne pomeni, da se nam določeni izzivi ne bodo pojavljali. Ampak recimo ljudje, ki živijo v bloku, na vse potem isto to vpliva ali ima potem tudi kako vezo, v katerem nadstropju živiš? Se pravi, najbolj močna je energija celotnega naslova. Se pravi, na vse vpliva. Zato poznamo recimo stanovanjske objekte, kjer se med seboj sosedje ful dobro razumejo, kofetkajo, skupaj imajo vrtičke in potem tudi take objekte, kjer je vsak bolj zase. Tisti, ki se fajn razumejo, so na kateri cifri? Na dvojki. Na dvojki ali šestki, tudi devetki. Ampak predvsem na dvojki. Dvojka je tista, ki se rada dela v paru, ki rada deli, ki se rada povezuje. Se pravi, če gledamo tudi samo hišno številko, je dvojka v tem primeru najbolj dobrodošla. Je pa vsako nadstropje ima pa potem tudi svojo energijo in tudi številka stanovanja ima svojo energijo. Tako da v bistvu veliko je kombinatorike, veliko je potem tudi naših osebnih številk, kako se mi počutimo v določenem stanovanju. Nekdo se, kot sem prej rekla, lahko na 13, če mogoče predeluje ravno te izzive, počuti mogoče ne super, ampak potrebuje to energijo. Po drugi strani so ljudje, ki so introvertirani, zato jim bo mogoče tak blok, ki se sosedje med seboj ne pogovarjajo, bolj ustrezal kot nekomu, ki pa ima rad družbo. Čisto mogoče še nekaj tehničnih zadev. Novakova 1A, torej tudi tisti A se pol prišteje. Kako? Seveda. Pa znova ne pozabiti ulica, cesta, celoten naslov gledamo. Tudi to, A, B, C, vse to spremenimo v številke. Kaj pa Š, Č, tega ni napisanega v tabeli? Ampak je potem C. Za Č, S, za Š, Z, za Ž. Lahko še enkrat ponoviš? Ko pogledamo v tabelo, ko pogledamo v abecedo, se pravi, vzamemo vrednost črke C, ko iščemo Č. To je 3. Aha, torej C, Č, Š, S. Ok, dobro. Ker tudi nemščina ima apostrofe in tako naprej. Tako da načeloma gledamo tisto osnovno črko. A lahko karkoli naredimo, ugotovimo, mi pa hočemo delati biznis tam, kjer je pa zdaj, ne vem, bolj primerno za družino ali ne vem, karkoli, sicer tudi vse vibracije imamo napisane za vas. Kaj lahko narediš? Če to družinski posel je v bistvu čisto redu. Ena izmed opcij je, da mogoče poskusiš samo registrirati podjetje nekje drugam, čeprav mogoče fizično tam ne funkcionira. Druga stvar je pa, če veš, da imaš denimo preveč energije 5, ki prinaša hitre spremembe, se pravi, rabiš energijo zemljiti, potem dodaš energijo števila 4, ker so lahko 4 majhni predmeti. Tukaj se lahko zelo dobro pomagamo tudi s Feng Shuijem. Feng Shui pa nam reče, tako sorodni vedi. Torej, veliko je nekih takih zdravil, ki energijo uravnovešajo. To ne pomeni, da bomo zdaj neuspešni, to ne pomeni, da nam bo smola sledila, to pomeni samo, da rabimo vedeti, kako lokacija na nas vpliva in kako mi na to nazaj vplivati, ker smo vedno v interakciji. Aha, ok, se pravi, lahko to popravljamo. Seveda. Dobro. In kako bi popravljala recimo, ne vem, slabe odnose na bloku, v bloku, se pravi, ljudje ali se ignorirajo ali se pa kregajo med sabo? Ja, ko je večja taka, ko je več manjših enot, je to sigurno težje. Absolutno se pa da dodajati stvari v paru. Se pravi, v Feng Shui sta tipični ti 2 mandarinski rački, karkoli v paru. Zdaj, če bomo mi čudno zgledali z unimi racami, ker verjamem, da marsikdo ima sigurno med svojimi sosedje tudi koga, ki se bo mislil, da je čez mešanke ezoteriko gleda, pač uravnovešati z 2 enakima cvetlicama, z 2 enakima okrasnima kamnama, z 2 enakima palčkoma. In tudi, če pogledamo recimo kakšna kitajska svetišča, ali pa tudi pri nas, ko imamo 2 levčka na ograji in tako naprej, marsikaj takega se lahko dokaj neopazno to da, pa ima zelo močan učinek. Se pravi, ni nujno, da drugi to vejo, zakaj si ti to dal, ampak odnosi se bodo začeli popravljati. Ker pravzaprav vplivamo na celotno lokacijo, ne konkretno na ljudi. Se pravi, če bi zdaj hotela na te vplivati, če si ti zdaj moja lepa soseda, jaz sem pa mlad fant, ki si mi všeč, potem po vsej verjetnosti bi si želela, da ti mene opaziš. To je zdaj nekaj drugega. Se pravi, 2 leva pred moj nadstropje. 2 velika diamanta direkt pred vrata. Ja, okay, to je manipulacija tebe. Se pravi, to je pač poseganje v tvojo svobodno voljo. Ko pa govorimo o uravnovešanju same lokacije, pa govorimo vseeno o drugačnosti. Se pravi, če imamo težje odnose, težjo komunikacijo, grdo komunikacijo med sosedi, stvari v paru. Če si želimo zanositi, recimo pa stvari v 3. Se pravi, 3 rožice, 3 kamenčke, 3 srčke.
Lepo. Hvala lepa za vse te besede, za vse te namige. Upam, da ste si že pridno zračunali. Glejte, da se ne boste, kje s kakšno številko, pa boste pol leta živeli v zmoti, ker meni se je to namreč že zgodilo. Kdaj? Poglejte si tudi celotno novico na klepetobkavi.si.